Kdo je bil pa sploh Ivan Cankar in zakaj je bil tako pomemben? Ivan Cankar je bil slovenski pisatelj, več kot 40 knjig je izdal, množico nekih tekstov. Katera pa so najbolj znana? Najbolj znana Cankarjeva dela, s katerimi se srečajo tudi otroci v osnovni šoli, so recimo Moje življenje, to je zbirka črtic, kjer pripoveduje o svojem življenju. No, kasneje v srednji šoli pa se dijaki srečajo še z romanom Hiša Marije Pomočnice. Med najpomembnejše gotovo štejemo tudi njegove drame Jakob Ruda, Hlapci, Za narodov blagor. A veste, kaj je pa tole? Ne sanja se mi. To je Cankarjev rokopis drame Jakob Ruda. Tukaj lahko vidite, kako je pisal, kakšno pisavo je imel. Vidite, da je tudi kar dobro risal, ne? On je takole narisal na rokopise like, osebe, kako si jih je predstavljal. A to so pa filmi, ki so bili posneti po njemu? Ja, na razstavi lahko vidite tudi nekaj odlomkov iz filmov, ki so bili posneti po njegovih delih, pa iz gledaliških predstav, ki so uprizorjene bile po njegovih delih, razne televizijske uprizoritve in podobno. Kater film pa je to? To je odlomek iz filma Na klancu, ki prikazuje kader, ko mati Cankarjeva teče za vozom. A je Cankar živel samo v Ljubljani? Ne, ko je bil otrok, je živel na Vrhniki, tam se je rodil. Potem, ko je bil star 12 let, je šel v Ljubljano, kamor je hodil v šolo. Potem pa je živel nekaj časa na Dunaju, kjer je študiral. Potem se je preselil za nekaj mesecev v Pulo, kjer je živela njegova sestra. Kaj pa lahko vidimo v tej sobi? V tej sobi razstava pripoveduje o Cankarju, ko je bil na Dunaju. Živel je pri družini Lefler in tam se je zaljubil v hčerko Štefi. Bila sta zaročena, kupil ji je že poročno obleko, vendar poročila se pa nista. A tole je pa Prešernov spomenik? Ja, leta 1905, ko je sicer Cankar živel na Dunaju, so v Ljubljani odkrili Prešernov spomenik. Cankar je videl osnutek v ateljeju kiparja Zajca in prav nič mu ni bil všeč. Zakaj mu pa ni bil všeč ta spomenik? Rekel je, da Prešeren na tem spomeniku izgleda kot penzionist, ki z akti v rokah odhaja še zadnjič iz pisarne in da bi ta spomenik sodil kvečjemu pod most. Kaj pa tukaj vidimo? Tukaj je bil odlomek iz filma Idealist. To je film posnet po Cankarjevem delu Martin Kačur, ki pripoveduje o nekem učitelju, ki pride v eno vas in želi tam ljudi malo prosvetliti, jih izobraziti. A lahko vzamem te slušalke pa malo poslušam? Ja, seveda, kar poslušaj. Ja, Uma, ti pa lahko na drugi strani poslušaš, kaj pa se predvaja na tem monitorju. Uma, a ti tudi slišiš? Ja, itak. A se je Cankar ukvarjal tudi s politiko? Politike čisto zares ni maral. Ga je pa leta 1907 prepričal politik Edwin Kristan, da je kandidiral na državnozborskih volitvah. Pa je bil izvoljen? Ne, Cankar takrat ni bil izvoljen, tudi niso v resnici pričakovali, da bo. Bil pa je on ena taka vaba za volivce. A pa je bil Cankar znan v tistem času? Ja, ko se je Cankar vrnil iz Dunaja v Ljubljano in je živel na Rožniku, je bil pravi zvezdnik, lahko rečemo. Ljudje so hodili na Rožnik gledati pisatelja, kako piše, nosili so mu svoje tekste in ga prosili, če jih prebere in pove svoje mnenje. Včasih so celo časopisi poročali o tem, kaj Cankar pravkar piše. Potem je to čas, ko je Cankar preživel Prvo svetovno vojno. Nekaj časa je bil celo zaprt na Ljubljanskem gradu, ko pa je bilo vojne konec, je umrl. A sta Cankarja poznali že prej, preden sta prišli na razstavo? Ja, jaz sem ga zaradi tega, ker sem hodila na tekmovanja Cankarjevo iz slovenščine. Super, potem povesta več kot jaz. Kaj so pa te broške, a jih lahko vzamemo s sabo? Ja, na teh broškah so bele krizanteme. Ena od Cankarjevih knjig ima naslov Bela krizantema in je zato ta roža postala nekako Cankarjev simbol. In seveda te značke lahko vzamete s sabo. Jaz bom pa še eno za mojo sestro vzela. Jaz pa za mamico.